Kaj v Arboretumu pripravljate za predpraznične in praznične božične ter novoletne dni? V Arboretumu že kar ves mesec pripravljamo osvetlitev Arboretuma za praznične in predpraznične dni v letošnjem letu. Pripravili smo veliko število lučk. Na površini 28 hektarov smo pripravili različne prizore, ki bodo očarali obiskovalce. Na tej površini smo pripravili skoraj 17 km lučk, oziroma v letošnjem letu 17, v lanskem letu, v letošnjem letu celo 21 km lučk in vsega skupaj je več kot 1.800.000 lučk postavljenih v Volčjem potoku. Prizori so nekateri, ki se ponavljajo iz lanskega leta, še več pa je prizorov, ki so v letošnjem letu novi in spominjajo na novo leto, na praznike, na srečo, na veselje, ki nas mora obdajati za čas praznikov. V letošnjem letu smo novosti, ki smo jih naredili, so interaktivna krogla, ki smo jo poimenovali Veselo sonce. Postavili smo interaktivno steno, na kateri se vrstijo različni prizori. Mnogo je tudi srčkov, saj menimo, da je to vedno pravi motiv za ta letni čas. In seveda naredili smo tudi novo snežno deželo, v kateri bo mlade otroke pričakal božiček, ki je najprijetnejši spomin vseh nas na božične in novoletne praznike. Poleg tega bo v Arboretumu tudi velika gostinska ponudba, tako da se bodo obiskovalci po letih, ko je bilo prepovedano se družiti, ko ni bilo druženja, se lahko zopet podružili ob ognju, ki ga bomo zakurili, in seveda ob topli pijači in lepih slaščicah in pa dobrih slaščicah. In se bodo lahko tudi ogreli, ne samo v soju luči, ampak tudi ob toplem čaju in seveda toplem vinu. Ja, poleg tega pa se bodo na različnih prizorih smo pripravili tudi nekaj glasbe, ki je v lanskem letu ni bilo. To je tudi novost, tako da imamo tudi na enem mestu, recimo temu, nekakšno disko kroglo, seveda ne v tistih različnih odtenkih barve, ampak samo v rumeni novoletni barvi, ki bo oživila vsa srca, in smo opazili, da ljudje ob tej disko krogli že kar radi zaplešejo in se bodo tam tudi poveselili. Pripravili ste tudi nekaj posebnosti, kar se tiče obiska. Kar se tiče obiska, smo poskrbeli za različne vrste kart. Poskrbeli smo tudi, da bo karta po 8 uri cenejša, saj takrat običajno je bilo manj obiskovalcev, pred tem časom pa je bilo več obiskovalcev in smo želeli malo tisto obremenitev okrog 5. do 6. ure prenesti na poznejše ure. Malo tudi razmišljamo, da bi imeli nekatere lučke malo živahnejše po 8. uri, ko bi se nam pridružilo več mladih, pred 8. pa, ko pridemo mi starejši, pa so lučke bolj umirjene. Ja, ogled v letošnjem letu bo še vedno samo peš. Zelo težko je prilagoditi nočni obisk nekemu prevozu, kljub temu, da nameravamo v prihodnje tudi v naslednjem letu v novoletnih praznikih uvesti vlak. Saj smo v letošnjem letu pridobili nov električni vlak, ki pa v letošnjem letu žal še ne bo obratoval, v naslednjem letu pa bo, tako da bo obisk v letošnjem letu peš. No, še to povejva, od kdaj do kdaj bo odprt Arboretum s temi božično-novoletnimi lučkami? Arboretum bomo odprli že 19. novembra, to je ta sobota, in predvidevamo, da bo odprt vsaj do 6. ali pa celo kakšen dan dlje v januarju v naslednjem letu. Vsak dan bomo veseli obiska in zato smo pripravili
možnost, da obiskovalci kupijo karto že tudi pred 4:30 in počakajo v parku in seveda potem si ogledajo lučke, tako da tega časa zgodnjega obiska ne bomo omejevali. Prepričan sem, da smo naredili kar mnogo lepih prizorov in da bodo obiskovalci zelo zadovoljni. Saj smo opazili, da že sedaj na Facebooku oziroma na medijih zelo povprašujejo, kaj bo v Arboretumu, in vsi, ki si v lanskem letu niso ogledali naših lučk, si želijo prihoda in prepričan sem, da ne bodo razočarani. Moram pohvaliti tudi ob tej priliki našo ekipo, naš Arboretum, in povedati, da niso lučke edina stvar, ki jo pripravljamo v Volčjem potoku. Pripravili smo že tudi zasaditev tulipanov za naslednje leto, vse čebulice skoraj so že v zemlji. Zasadili smo nove, drugačne prizore kot v preteklem letu. Na sredini travnika bomo tudi naredili travnik tulipanov in narcis, tako da ne mirujemo v tej smeri, da tudi strokovno v Arboretumu v letošnjem letu kar veliko delamo. Obesili smo zelo veliko število tablic na drevesa, tako da bo vsak obiskovalec lahko opazil, da ima že skoraj vsako drevo oznako z imenom in se bo tudi lažje podučil o drevesnih vrstah, o njihovi lepoti in o njihovih habitusih. In to bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Sodelavci so zelo delavni in moram biti z letošnjim letom zelo zadovoljen in tudi vsem svojim sodelavcem in tudi vsem v Sloveniji želim, da bi bili tako zadovoljni in uspešni, kot smo bili v letošnjem letu.